To je Matej. Matej je direktor komunalnega podjetja. Najboljšega komunalnega podjetja, če vprašate njega. Svoje delo naravnost obožuje, a vseeno ni popolno. Tako kot verjetno vam, tudi njemu nad glavo vsak dan visi ogromno skrbi. Ampak Matej je vzel stvari v svoje roke. Odločil se je, da njegovo podjetje preide na digitalizacijo merilnih mest. V Matejevem podjetju zdaj porabo in stanja energentov očitavajo daljinsko, z uporabo tehnologije interneta stvari MBIoT. To pomeni, da sistem samodejno očitava porabo glede na specifike posameznega energenta in uporabnika. Najprej tako zajame podatke pri števcih, ki se nato varno prenesejo in shranijo v oblaku in se na koncu prikažejo prek enostavnega uporabniškega vmesnika. Verjetno si tako kot Matej mislite, da vse skupaj zveni kot ogromen podvig. Ampak vpeljava daljinskih števčnih meritev je zelo preprosta. Potrebno je le nadgraditi obstoječe števce, celoten sistem pa se lahko nadgrajuje postopno. Matej je s svojo odločitvijo zelo zadovoljen, saj s tem prihrani ogromno časa in denarja. Ne ubada se več z zamudnim delom na terenu in stalnim obračunavanjem potnih stroškov. Ne skrbijo ga več težko dostopna merilna mesta in ne ukvarja se več z jeznimi klici zaradi napačnih obračunov, saj se je povečala točnost odčitanih vrednosti. Poleg tega ima vse nenehno pod nadzorom in vedno ve, kaj se dogaja na terenu, saj se podatki izpisujejo direktno na njegovem ekranu. Tako se lahko hitro odloči, kako ukrepati ob morebitnih napakah na omrežju. Ker lahko vse zbrane podatke analitično obdeluje, lažje predvidi prihodnje energetske potrebe in izpogaja ugodnejše cene. In ne nazadnje, učinkoviteje pridobiva subvencionirana državna sredstva. Poleg tega pa je dobil še zanesljivega partnerja, ki mu vedno stoji ob strani in poskrbi, da celoten proces deluje gladko in v skladu z najvišjimi standardi kibernetske varnosti. Tako, zdaj veste vse. Matej pa ima dovolj časa, da se odpravi v gozd na razgiban tek in se svojim tekaškim prijateljem pohvali, da njegovo podjetje s pametnim upravljanjem energije vsako leto prihrani kar 29 439 dreves.